Ta občutek, ko nekomu pomagaš in verjetno tudi rešiš življenje, pa ne, res mislim, da je globok in jaz čutim res eno veliko zadovoljstvo. Sem Vladimir Habjan, po izobrazbi sem sociolog, delam kot novinar. Kot novinar delam tudi v prostem času, tam sem tudi urednik Planinskega vestnika, ki je najstarejša slovenska revija. Izhaja že več kot 120 let. Pišem knjige, hodim po hribih, predavam, v tem delu uživam, rad imam nove izzive in rad spoznavam nove ljudi. Pri 12 letih je oče umrl, on me je uvedel v hribe in po tistem sem bil nekaj časa tako malo izgubljen, nisem vedel, naj se posvetim temu, čemu se je on. Potem sem se odločil in sem to naredil in moram reči, da sem odkril res čudovit notranji svet. Tudi zunanji, ki me je potegnil in ki sem se mu posvetil cel življenje in mi zdaj praktično pomeni smisel življenja in način preživljanja časa. Strah mora biti prisoten, samo je pomembnejši pogum, ker če nimaš poguma, potem tudi nič ne moreš kaj pametnega doživeti ali pa takega, ki se te dotakne. Grintovec je najvišji vrh naših Kamniško-Savinjskih Alp. Drugače pa me ta gora vedno spomni na mojo pravzaprav najtežjo, najbolj zahtevno in najbolj nevarno akcijo leta 2003, ko smo štirje v 12 urah po noč ob sneženju, tisto noč je zapadlo 40 cm snega, rešili dva alpinista, ki sta bila na vrhu gore in nista pač znala priti dol, megla, tema. Mogoče mi je dala mama najboljši nasvet, ko mi vsakič, ko sva skupaj, kaže, imam 5 prstov in to pomeni, da smo ljudje različni, da ne moramo biti vsi enaki. In to je kar ena taka dobra popotnica za življenje. Najraje sem v družbi ljudi, ki veliko vejo, so razgledani, eruditi, predvsem, da vejo več kot jaz in v področjih, ki jih jaz ne obvladam. V taki družbi uživam in tako družbo si iščem. Prva stvar zjutraj, ko vstanem, je plan današnjega dne. Kaj bom tisti dan imel za narediti, kaj me čaka. Pa seks, Če bi imel možnost nekega sporočila ljudem, bi povedal to, da si življenja ne smemo preveč komplicirati. Da praktično bi mogel vsak dan misliti na to, da te enkrat ne bo. Da je treba zadeve poenostaviti in da se splača biti prijazen, ker prijaznost se vrača s prijaznostjo.